informacijski center za nevladne organizacije PIC kot implementacijski partner Mirovnemu inštitutu pri projektu Izbrisani prebivalci Republike Slovenije izbrisanim prebivalcem nudi pravno pomoč. V prvi vrsti gre to še vedno za urejanje njihovih statusov, medtem pa tudi prihaja do določenih situacij, ko so osebe, ki so že povrnile svoje statuse, še vedno so prizadete v svojih socialnih pravicah in se v okviru tega tudi obrašajo na nas po pravno pomoč. Kar pa bi rada poudarila je, da se pri našem delu s konkretnimi primeri v bistvu soočamo s tem, da pravna sredstva, ki so na voljo izbrisanem, pravzaprav niso ustrezna. Lahko celo rečemo, da ne gre za učinkovita pravna sredstva, povrhu vsega pa so še te upravni in sodni postopki zelo dolgotrajni, kar pomeni še večjo negotovost v njihovem pravnem položaju. Edini zakon, ki je na voljo izbrisanim prebivalcem za urejanje njihovega statusa, je Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji oziroma krajše ZUS-DDD. Vendar pa ta zakon ne upošteva vseh situacij, v katerih so se znašli izbrisane osebe. In sicer kljub temu, da je bil izbris izvršen zgolj na eni osnovi, da je bila oseba stalno prijavljena v Sloveniji in da leta 1991 ali ni zaprosila za državljanstvo oziroma je bila ta prošnja zavrnjena, sedaj zakon od njih zahteva izpolnjevanje nemogočih in zelo izključujočih pogojev, ki jih pa nekatere kategorije teh izbrisanih oseb pravzaprav ne morejo izpolniti. Zakon pravzaprav zahteva izpolnjevanje neprekinjenega bivanja. To pomeni, da so dejansko ogrožene tukaj osebe, ki so bili prisiljeni iz različnih razlogov državo zapustiti. Spravi, morali pa bi izpolnjevati dejansko neprekinjeno bivanje od dneva izbrisa dalje. Zdaj, to pomeni dejansko v praksi ilegalno bivanje v Sloveniji brez kakršnega koli statusa, brez kakršnih koli socialnih pravic in tudi brez možnosti neke zakonite legalne zaposlitve in brez možnosti zavarovanja zdravstvenega, pokojninskega, kar je zelo problematično, da je pač z zakonom vzpostavljena taka zahteva do nekega posameznika. Takšno urejanje statusa je tudi zelo problematično z vidika načela pravne varnosti in predvidljivosti, saj ne bi te osebe izpolnjevale te pogoje v času, ko z njimi niti niso mogle biti seznanjene, ker je bil zakon sprejet šele leta 1999, izbris pa je bil izvršen 7 let pred tem. Neskladje zakona z ustavo je ugotovilo že Ustavno sodišče leta 2003, vendar pa pravzaprav nikoli ta odločba ni bila prenešena v slovensko zakonodajo. Mi celo domnevamo oziroma mislimo, smo prepričani, da je ZUS-DD skoraj v celoti v neskladju z ustavo, zato skupaj z Mirovnim inštitutom razmišljamo o tem, da bi vložili pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti zakona, saj naše praktične izkušnje res kažejo, da je zakon popolnoma neživljenjski, da je diskriminatoren in da ne razrešuje tega problema izbrisanih, temveč krivice samo poglablja in dejansko nastalo škodo prenaša še na mlajše generacije izbrisanih oseb in njihovih družin. To je z moje strani nekako se.